Veseli me, da lahko na kratko predstavim današnjo predavateljico, gospod Tatjano Tomažin-Dakić, ki nas bo na ta večer vodila skozi življenje in delo tega velikega misleca. Tatjana namreč že več let ljubiteljsko raziskuje tematiko ruskega kozmizma, v katerega prištevamo tudi izjemnega Tsiolkovskega. Še posebej se osredotoča na osebne lastnosti in splošne življenjske situacije tvorcev kozmizma, njihove napredne ideje v dobrobit človeštva in filozofske poglede. Njena raziskovanja bodo v naslednjem letu dostopna tudi v obliki knjige o ruskem kozmizmu, namenjeni splošni javnosti. Danes pa bomo začeli nekoliko drugače, zato vas vabim, da najprej prisluhnemo koncertni mojstrici Ingi Ulokini, ki je pripravila poseben uvod v današnji dogodek. Z violino nas bo namreč popeljala v svet naravnih pojavov in nekoliko mistike, s katero bomo potem nadaljevali tekom predavanja. Torej, gospa Inga Ulokina je koncertna mojstrica Zagrebškega komornega orkestra in Ljubljanskega godalnega ansambla. Inga, prosim. francoskega skladatelja Žena Ferrero Mazas.
tem prekrasnem ambientu in v tej čudoviti ljudsku, da še malo doživimo.
Najlepša hvala Ingi za krasen uvod. Zdaj pa vabim gospod Tatjano za vaš prispevek. Hvala lepa. Jaz bi prosila samo za luč. Ja, tako je. Torej, dober večer tudi v mojem imenu. Hvala gospe Tani za uvodne besede in tudi gospe Ulokini za ta prijeten glasbeni uvod. Poleg sebe pozdravljam našega nocojšnjega gosta, Leva Valentinoviča. Zdravstvujte. Z Levom bova skupaj se ustvarjala ta nocojšnji večer, ki je namenjen, kot smo slišali, predstavitvi. Se pravičujem za sekundu, da tole uskladim. Ja, skratka, predstavitvi življenja Konstantina Edvardoviča Celkovskega, tega ruskega znanstvenika, samouka, genija in predvsem v mojih očeh filozofa. Ta prezentacija v bistvu, oziroma to predavanje danes bo nekako potekalo v 3 sklopih. V prvem delu nekaj splošnega o življenju Celkovskega, bolj take osebne narave, potem bom predstavila nekaj teh temeljnih del, znanstvenih dosežkov in kozmično filozofijo Celkovskega. Zato odločila sem se v bistvu razdeliti to vsebino na sklope, ker je sama ta globina in vsebinsko in miselnost ustvarjanja tega človeka, tega genija tako široko in globoko, da enostavno v enem takem kratkem predavanju ni mogoče predstaviti. Dobili bomo neko splošno sliko o njem, primerjajo pa njegova v bistvu to globino in širino, obseg, ustvarjalnost in del z Leonardom da Vincijem. Predstavila bom tudi življenje nekako v njegovih očeh, v njegovih besedah, iz njegove avtobiografije iz leta 1935, ki jo je napisal maja leta 1935, torej nekaj mesecev pred smrtjo. In sicer umrl je 19. septembra, rodil se je 17. septembra, tako da danes smo nekako vpeti med rojstvom in smrtjo Celkovskega. Tako da bi v bistvu kar začela. To je on. Zakaj podnaslov in jaz sem prižgal ta ogenj, pa nekoliko pozneje. Skratka, zdaj poreklo Celkovskih je poljsko, torej Konstantin oziroma starši so oče bil Poljak in celo plemiškega rodu, no to je ena taka legenda. Sicer to Konstantinu ta plemiški naslov, ali kako bi rekla, ni koristil v življenju. Skratka, oče Edvard Celkovski je bil gozdarski delavec, uslužbenec, tak zelo v bistvu učen, imel je tudi svojo knjižnico, dosti bogato, predvsem z področja naravoslovnih ved. Potem v očeh Konstantina je v bistvu oče bil bolj asketskega karakterja, asket, strog, zahteven, ni bil pa nikoli nasilen do svojih otrok. In tudi oče je bil nagnjen oziroma imel ljubezen do izumljanja in modeliranja in to je tudi prenesel na svoje otroke. Potem mati Marija Jumaševa, ona je pa bila čisto nasprotje očeta, bolj sproščena oziroma družabna v tem smislu, drug karakter človeka, izredno talentirana, rada je pela, recitirala, tudi dosti izobražena, no? In je v bistvu Celkovskega nekako navdušila nad knjigami in tako Celkovski pravi, da je nekako po starših podedoval po očetu njegovo močno voljo in po materi v bistvu talent.
Zdaj, Čelkovski, v družini je bilo 13 otrok, veliko otrok je tudi pomrlo. On se je rodil kot 5. otrok v družini in je v bistvu, ko se je rodil, oziroma potem tej svoji biografiji iz leta 1935 je zapisal te besede, in sicer, da 4. septembra 1857 leta je bilo vreme lepo, vendar hladno. Mama je s starejšima bratoma šla na sprehod, prišla domov, začeli so se popadki in naslednji dan, 5. septembra po starem stilu, se je rodil nov državljan vesolja Konstantin Tsiolkovski. Konstantin je bil kot otrok, v bistvu rodil se je v vasi, selu, Iževsk, Rjazanska gubernija, in kot otrok je bil pač zelo, kako bi rekla, vedoželjen, igriv, živel neko življenje preprosto vaškega otroka, v stiku z naravo. Klicali so pa ga tudi ptica, že takrat, kot otroka ptica, rad je plezal po drevesih, potem tudi klicali so ga tudi deklica, blaženec, skratka, nekako priljubljen otrok, priljubljen otrok nasplošno tudi med odraslimi, in nekako se je zgodila ena taka njegova, po njegovih besedah, najhujša stvar v življenju skorda, da je pri 10 letih zbolel za škarlatinko in nekoliko, v bistvu, skoraj v celoti oglušel. Tako da to je v bistvu njega, ko sem brala te njegove biografije in tudi druga dela, se ves čas vračal k tej svoji, kot je on v bistvu tudi imenoval kot hiba. Do 10. leta starosti je v bistvu njegova, tudi sam je tako napisal, da njegovo otroštvo bilo srečno, čisto preprosto, navadno, tako kot od vsakega otroka. Po tej gluhosti oziroma po tej nesreči, ko so mislili tudi, da bo umrl, in zaradi škarlatinke se je pa življenje obrnilo na glavo in kot tukaj piše, je izjavil, da gluhost je strašna nesreča in tega ne želim nikomur, zaradi nje sem trpel vsako minuto svojega življenja. Skratka, tudi napisal v svoji tej avtobiografiji iz leta 1935, da v bistvu, če ne bi oglušil, da verjetno pot ne bi bila taka, kot je bila, pot v znanost, v kozmos na nek način, ampak da bi bil verjetno politik. Tako da se pa z leti, potem ko je dozorel, oziroma zlasti v starejšem obdobju, zavedal, da v bistvu ta slučaj, pred 10 letih, ta oglušelost, ga je nekako silila, da se je poglabljal vase. Torej, verjetno tudi ne bi ustvarjal tak opus del in dosežkov in tudi filozofije sama ne bi spisal, če do te nesreče ne bi prišlo. Skratka, on se je potem poglabljal v svoje misli in ideje in kot vidite, ta ali kako bi rekla temu, si je sam izdelal, zato da bi slišal ljudi, ker on je dejansko kot otrok potreboval nekaj 3 leta sploh, da je dojel, da se je nekako privadil na to stanje naglušnosti, ker je dejansko bil odrezan od sveta, od stikov z ljudmi in v bistvu to obdobje imenuje kot obdobje nezavedanja, tista 3 leta po tej situaciji. Temu liju je on rekel slušalka. Potem se začne obdobje izobraževanja torej v gimnaziji, v Jatki. Tam je v bistvu
on naredil 2 leti gimnazije, 2 razreda, zaradi tega, ker enostavno ni mogel napredovati, ni slišal učitelja. Enostavno ni napredoval in je dejansko potem se učil sam, učil se iz knjig bratov, iz knjižnice, očetove knjižnice, tako da v bistvu nekako se odločil, da bo samouk že takrat. Potem v tistem obdobju ga je tudi močno prizadela smrt brata Dimitrija in matere Marije, ki je umrla pri 38 letih. Pa je, kot piše Celkovski v tej svoji knjigi, zaradi spontanega splava, no, v glavnem, to je v bistvu ni dokazano, no, ampak nekako se je to govorilo iz roda v rod. Potem, v glavnem že takrat je on v bistvu imel to ljubezen do ustvarjanja, ukvarjal se s fiziko, proučeval sam v bistvu fiziko, aritmetiko, matematiko, navdihnil ga je Jules Verne in pravi, da je Jules Verne nekako zasadil to seme, da misel začela potem nekako se usmerjati v to smer raziskovanja vesolja oziroma poleta, prodora v vesolje. V glavnem, že takrat je kazal te znake, bi rekla, genialnosti, ker v bistvu v gimnazijskih letih, pri 14 letih praktično. No in oče v bistvu opazil, da je Celkovski, da je Konstantin tehnično nadarjen in ga je poslal v Moskvo, to je pri 16 letih, je prišel Konstantin v eno ogromno mesto, kjer je nikogar poznal, bil je sam. Oče je sicer imel v Moskvi enega prijatelja, pri katerem naj bi Konstantin živel, vendar Konstantin ni našel tega naslova in si je najel sam eno majhno skromno sobico nekje in tam v bistvu živel v tisti sobici. Oče mu je pošiljal na mesec sredstva, denar za življenje, ampak izredno skromno, tako da praktično je 9 kopejk na mesec, koliko 9 kopejk, mizerno v bistvu, skratka, na mesec mu je ostalo, preden je plačal najemnino za tisto sobico, tudi tista sredstva, denar, ki mu je oče pošiljal, je namenjal v bistvu knjigam in svojim izumom. Tako da v bistvu je kar je pisal v svoji biografiji, da je jedel črn kruh in pil vodo, hodil je peš, da bi imel denarja dovolj za knjige po Moskvi, to so ogromne razdalje, potem tudi strišč se ni hotel, zaradi tega, ker je bilo to njemu predrago, skratka, deloval je tako zelo asketsko, živel je asketsko življenje, vse zato, da bi lahko ustvarjal, da bi lahko te svoje ideje, svoje zamisli, svoje fantazije, ki v bistvu sanjarjenje, ki niso sanjarjenje v tem smislu vsakdanjega nekega, ampak sanje, on je dejansko imel vide v sanjah in so bile to sanje take praktično uresničljive v bistvu. Tako da je vse zato dajal vsa sredstva in se je izobraževal sam v Čertkovi javni knjižnici, muzej Rumjancev, in tam se je srečal z očetom ruskega kosmizma, ampak preden na to široko temo, ruski kosmizem in Fjodorov, bi mogoče samo par teh vprašanj, s katerimi se ukvarjal Celkovski že takrat kot 16-letnik. Recimo, ali je mogoče praktično uporabiti hitrost vrtenja Zemlje okoli svoje osi, ali ni mogoče narediti kovinskih aerostatov, ki ne prepuščajo plina in lebdijo v zraku, ali ni mogoče uporabiti sredobežne sile za izhod za predele atmosfere in še mnogo, torej že takrat je on v bistvu, ne vem, če primerjamo z današnjo mladino, pa nič slabega, ampak se mogoče povedati, da je ta genialnost bila v njemu že zakorenjena od rojstva, on je samo rabil nek potencial in to je bila ta prva tragedija, oglušelost, da je začel potem dejansko se poglabljati vase in
nekako prodirati v to sfero znanosti. No, srečal se je torej v tej knjižnici Čertkovi, knjižnici z Nikolajem Fjodorovičem Fjodorovom, to je oče ruskega kosmizma. In bi mogoče samo jaz prebrala, kaj je Tsiolkovski zapisal o tem srečanju, ker se mi zdi, da se nekaj genija oziroma človeka, ki je bil izredno kvaliteten, najbolje predstavi z njegovimi besedami. Ker vsak, ki predstavi, to izhaja tudi iz tega, da Tsiolkovski želel v bistvu, da se ga predstavi oziroma da se mu ne pripisuje neke lastnosti, ki jih on dejansko ni imel ali ni živel, zato je tudi napisal 2 autobiografiji, ker že za časa življenja za časa njegovega življenja je bilo napisanih ogromno biografij, ampak vsak biograf je vlekel v svojo smer, ali je bil znanstvenik, ali je bil novinar, skratka je vlekel v tisto smer in nekako ni prikazal celote. Tako da zato bom jaz danes veliko brala. Skratka, to srečanje s Fjodorovim se spominja, oziroma se je spominjal Tsiolkovski tako. Mimogrede v knjižnici Čertkovski sem opazil enega zaposlenega z nenavadno prijaznim obrazom. Pozneje še nikoli nisem videl česa takega. Vidi se resnično, da je obraz ogledalo duše. Dejal mi je prepovedane knjige. Potem se je izkazalo, da je bil to slavni asket Fjodorov, prijatelj Tolstoja in neverjeten filozof ter skromen človek. Sama usoda mi je poslala človeka, ki je menil, tako kot jaz, da bodo ljudje zagotovo osvojili kozmos. Fjodorov je resnično bil njegov duhovni učitelj in mentor, nadomestil je te univerzitetne profesore, ker se je Tsiolkovski sam izobraževal, in vpliv Fjodorova na Tsiolkovskega se odraža v mnogih filozofskih delih Tsiolkovskega. V glavnem, Fjodorov je v bistvu, torej kot smo slišali, kot sem povedala, oče ruskega kosmizma in je delal, bil je bibliotekar v tej knjižnici, v katero je zahajal Tsiolkovski. Tam se je dobival tudi s Tolstojem in Solovjovom, oziroma Solovjev po slovensko. Skratka, in Fjodorov je nekako imel v mislih knjižnico, kjer ne gre zgolj za izposojanje knjig, ampak v bistvu kot neko ustvarjalno središče, kjer se dejansko tudi razpravlja, poučuje, skratka neko v bistvu izobraževalno kulturno središče. In mogoče samo na kratko, kaj je ruski kosmizem. To so zdaj res, jaz grem res zdaj zelo nasplošno in hitro skozi, zato ker vsaka od teh tem, ali življenje Tsiolkovskega, ali ruski kosmizem, znanstveni dosežki, dela, njegova filozofija, sploh je toliko široko in globoko, da bom skušala samo res v grobo predstaviti določene ta področja in mogoče v tem ruskem kosmizmu na kratko v besedah Anastasije Gačeve. Anastasija Gačeva je filozofinja in tudi, kako bi rekla, soustanoviteljica skupaj s svojo mamo, ki je že pokojna, muzeja biblioteke oziroma muzeja knjižnice Fjodorova v Moskvi in nekako nosilka ruskega kosmizma v Rusiji. In sem zato izbrala v bistvu njene besede, da predstavim ruski kosmizem. Torej, ruski kosmizem je tok ruske filozofske in znanstvene misli druge polovice 19. 20. stoletja, ki predstavlja eno od izvirnih različic svetovnega kosmizma, katere predstavniki so obravnavali izhodično v filozofiji in kulturi tezo v odnosu med človekom in kozmosom, mikrokozmosom in makrokozmosom, projektivnem, aktivnem in tvornem smislu.
Sinkretični prednik filozofije ruskega kosmizma je Nikolaj Fjodorovič Fjodorov, nezakonski sin kneza Pavla Ivanoviča Gagarina, ruski religiozni mislec in filozof-futurist, bibliotekar, pedagog, novator, ki so ga imenovali moskovski Sokrat. Najbolj pomembno delo njegovo je filozofija skupnega podviga. Obstajata dve glavni veji ruskega kosmizma, naravoslovno-znanstvena in religiozno-filozofska. In najpomembnejša ideja, ki je genetska značilnost filozofije kosmizma, je ideja aktivne evolucije, ideja potrebe po novi zavestni stopnji razvoja sveta, v kateri ima človek odločilno vlogo. Ključno vlogo igrajo dejavniki duhovnega in naravstvenega reda. Zdaj, to so besede Anastasije Gajčeve, zdaj obstajajo tudi druge veje ruskega kosmizma, in sicer umetniško-poetičen, kamor prištevamo recimo Čurljonica ali Pavdojevskega, potem ezoterični, kamor spada Blavatska in Rerihi, in pa noosferni, kamor prištevamo Kaznačajeva. Skratka, torej glavne ideje so ideja aktivne evolucije, torej da človek aktivno sodeluje v evoluciji, on je gonilo, svojim razumom in etičnostjo usmerjenim ustvarjanjem. Torej evolucija je usmerjena in ima vektor vzpona zavesti in duha v srču materije, torej doseči stanje, da misel in duša upravljata materijo. Potem druga ideja je aktivno krščanstvo, torej upravičanje človeka, sodelovanje človeštva pri manifestaciji metafizičnih teženj krščanske vere, to je zmaga nad smrtjo oziroma vstajenje mrtvih. Človeška rasa se mora prepoznati kot zavestno in aktivno orodje Božje volje. Potem upravljanje regulacija narave, ne zgolj upravljanje ali regulacija narave, torej teh naravnih pojavov, kot so recimo, poplave ali pa suše, regulacije teh naravnih zunanjih pojavov, ampak tudi osebne, notranje narave. Idealno sfere, to je v bistvu gre za novo zavestno ustvarjalno-tvorno, ustvarjalno-tvorno narejeno ovojnico Zemlje, to je gre za novo vrsto realnosti, nova sfera, ki nastaja zaradi razvoja raznovrstne človekove dejavnosti, ki obvladuje planet, ustvarja in izboljšuje načine shranjevanja in prenosa informacij. In pri tem igra pomembno vlogo znanost, ki bo svetovna medicina in zasnovana za uzdravitev človeka pred smrtjo, torej ta v bistvu ideja, da bo človek nesmrten. In potem ta kozmična filozofija, zdaj jaz ne bom šla v detajle, Tsiolkovski se je tukaj nekako ločil od Fjodorova. Fjodor je v bistvu navdušil Tsiolkovskega nad to idejo prodora v kozmos, osvojitve kozmosa in tudi to brezsmrtje, nesmrtnost. Skratka, zdaj razlika med Tsiolkovskovo in Fjodorovo idejo, kar se tiče kozmične filozofije, je, da je za Fjodorova človek merilo vseh stvari, za Tsiolkovskega je pa človek zgolj odlagališče atomov in je njegova usoda odvisna od volje vesolja. Skratka, človek za Tsiolkovskega je nepopolno, nedovršeno bitje in svet je obupno nepopoln. Skratka, to je zdaj na grobo o ruskem kosmizmu. In če grem dalje, naprej, samo trenutek. To je zdaj naslednje. Potem se Konstantin, zmanjkali sredstev, oče je se upokojil, ni mogel več financirati sina in se Tsiolkovski vrne v Vjatko in tam zasebno poučuje otroke premožnejših družin. In potem tudi po vrnitvi v Rjazan, torej Iževsk oziroma Rjazansko gubernijo, opravi tudi eksterno kot samouk. On ni bil deležen izobrazbe na univerzi ali uradne izobrazbe, ampak sam je poročeval in to, kar mu je dejal Fjodorov.
Tako da v bistvu je eksterno opravil izpit za naziv učitelja matematike. Skratka, da ne pozabim, Ane Ciolkovski je bil v osnovi po profesiji pedagog, učitelj. On je bil učitelj in celo življenje je poučeval do 64. leta in dejansko je bil to njegov ponos, da je bil pedagog. In tudi to mu je največ na nek način pomenilo vse ostalo, kar je naredil, vse izume, potem filozofije, članke, brošure, dela, vse je bilo dodatno poleg tega pedagoškega dela. In otroci so ga imeli izredno radi, študenti so ga imeli radi, zaradi tega, ker je on v bistvu imel napredne ideje. On je bil govorec, je bil retorik, ni znal nastopati, ampak je bil praktičen. Znal je, v bistvu, pouk je bil izredno zanimiv, ker so delali poizkuse in dejansko take v bistvu za tisto obdobje nepredstavljive ideje, da bomo živeli v kozmosu, v vesoljskih postajah in tako naprej. Skratka, zelo so ga imeli radi in tudi on je, mislim, da že takrat v tistih časih obvladoval pozitivno psihologijo, ko ga imamo zdaj v Ljubljani ta cikel pozitivne psihologije že par let, on je to že takrat obvladoval in je na tak način s pozitivno psihologijo učence navdihoval, da so recimo se učili bolje. Če kakšno od deklet, učil je tudi na škofijskem učilišču ali pa kdorkoli od učencev ni dobro znal, ga ni ocenil slabo oceno, mu je dal odlično. In potem naslednjič isto vprašal in dejansko je ta učenec potem znal za odlično. Nekako je Ciolkovski znal to motivirati otroke s to pozitivno naravnanostjo, skratka, jaz bi rekla to pozitivno psihologijo. V glavnem, večinoma je bil prijatelje med mladimi. No, to se mi zdelo zanimivo, glede na današnji čas tudi. No, potem pa se on... Pravilno je. So. Хорошо. Значит, V glavnem, potem pa življenje v Borovskem. Zdaj, kot učitelj je bil premeščen v Borovsk, poučeval je aritmetiko in geometrijo in v literarni obliki prvič izrazil svoja razmišljanja o življenju brez težnosti, o možnosti osvojitve vesolja s pomočjo reaktivnega letečega aparata. Skratka, v Borovskem se je, mislim, da se je skregal z očetom, ni želel živeti z očetom in je šel, najel eno sobico pri duhovniku. Ta duhovnik je imel hčerko, njegovo bodočo ženo, ki je pa v bistvu bila zelo poučena o evangeliju in Ciolkovski se tudi takrat dosti poglabljal v evangeliji, sta najdla neko v bistvu stično točko in sta se poročila. To je ona, to je Varvara Sokolova, torej tudi rojena 17. novembra, no Ciolkovski 17. septembra, umrla 20. augusta 1940, 5 let pozneje, torej 5 let je preživela moža. Skratka, Ciolkovski je bil, zanimivo to, Ciolkovski je bil zaljubljiv človek, on se je rad zaljubljal, njemu je bila všeč dekleta, skratka, mislim, to vse tako, bom rekla, v teh moralnih, etičnih mejah, ampak on je vedel, da ga ta strast, ta sla, po tej zaljubljivosti, vleče stran od njegove ustvarjalnosti, ali si genij, pa razvijaš svoje znanstvene ideje, oziroma greš v to genialnost, jo razvijaš, ali pa si na nek način družinski človek, oziroma pač se predajaš strastem ostalih ljudi, kako ne rečem, in dejansko se on potem odločil, da potrebuje ženo, ki ne bo preveč zahtevna in se poročil z Varvaro. Skratka, ona je bila res, ga je podpirala vsem, bila njegova sopotnica, skratka, prenašala na nek način narekovajih na vse njegove zahteve, ker on, ko je ustvarjal, so morali biti vsi tiho, bil je strog tudi do otrok, skratka,
ta neka njegova genialnost je zahtevala to tišino, mir, asketizem in pač družina je bila sestavni del življenja, ampak ni bila na prvem mestu. Potem kasneje v starosti, zopet iz te njegove autobiografije, se sprašuje, ali je bilo to prav, da je to bilo tako, ne, da je imel ženo tako razmerje, spala sta vsak v svoji sobi, tako da mislim, se je spraševal, ali je to bilo v redu ali ne, ker iz takega zakona, kot ga je on živel z ženo, ki je po mojem mnenju v bistvu zakon neke višje ravni, skratka, ker gre bolj tudi za spoštovanje, on se je spraševal, a so lahko otroci potem sploh zdravi in srečni, ker v njegovi družini, kot bomo videli, so otroci kar trpeli. No, v glavnem, da ne dolgo vezim, ker lahko bi o njem govorili že par dni, praktično in vseh teh njegovih podvigih. Skratka, samo da vidim, če sem slučajno kaj bistvenega spustila. No, v glavnem, mislim, da je to. To so v njegovi družini oziroma z Varvaro sta imela 7 otrok. Zanimivo pri tem je, da so vsi sinovi so pomrli, še za časa njegovega življenja in še Ana, hči tudi. Zdaj, Ljubov, najstarejša hči, ona je v bistvu bila najbolj, kako bi rekla, kritična do očeta. Nekako mu je, kako bi rekla, očitala, da je egoist. Zato, ker dejansko Ciolkovski vse, kar je zaslužil tudi od, mislim, vse, pač večino sredstev je šlo za njegove izume, za to, da je on rešil človeštvo pred trpljenjem. On je hotel to smer delati in živeli so revno, skromno, sicer je dobival tudi neki majhne, mogoče, subvencije, redko, ampak v glavnem ona mu je na nek način to učitala. Je pa zanimivo, da je ona ravno bila na nek način njegova tajnica, potem, ko je on bil že starejši. Prevzela je tudi Kaluški muzej v Kalugi, mestu Kaluga, v kateri je on, do tja še pridemo, v katerem je on živel potem do smrti, je v njihovi hiši danes Kaluški muzej, dom muzej oziroma hišni muzej. In ona je nekaj časa vodila ta muzej in tudi skrbela za to, da so se določena dela Ciolkovskega tudi potem, kako bi rekla, natisnila, ne? Ker za časa življenja je v bistvu bilo natisnenih malo, bilo je natisnenih nekaj del, ampak s težavami, do tega še pridemo. Skratka, Ljubov, Marija, Ana. Marija je največ vnukov dala Ciolkovskemu, Ciolkovski je bil izredno rad otroke in je bil ponosen, da ima toliko potomcev. Ljubov ni bila poročena, mislim, da Ana pa je zapustila enega sina in kot vidimo, ne, zdaj jaz ne bi brala tih, to je Ljubov napisala, no, v glavnem, da so se v bistvu, da je on na nek način ta vprašanja o smiselnosti življenja, o začetku in koncu, smrti, potem o človeku kot nekem nedovršenem, nepopolnem bitju, je prenašal tudi na otroke. No, tole so sinovi. Zdaj, slike, tukaj spodaj vidite, piše Leonti. On je umrl, ko je bil star 1 leto. Edino on se je rodil v Kalugi, vsi otroci so se rodili v Borovskem. Skratka, najstarejši sin Ignacij, to je bil njegov up, da bo nekako nadaljeval to njegov, mislim, ko sem jaz razbrala, ne, iz del Ciolkovskega in iz njegovih življenjepisov, da bo Ignacij je bil njegov up, ki bo nasledil to idejo v smeri osvojitve kozmosa in teh vseh filozofij Ciolkovskega. Skratka, Ignacij je bil učitelj, tudi ostali otroci, ne vsi, ampak mislim, da je bila Ljubov učiteljica. V glavnem je naredil samomor. Sin je naredil samomor, Ignacij, zastrupil se s cianidom in Ciolkovski nekako tega ni mogel, kako bi rekla, preživeti oziroma predelati, ker je v bistvu krivil sebe na nek način.
da je Ignacij naredil samomor. Pa ni samo Ignacij naredil samomor, naredil ga je tudi Aleksandar, torej se je samo ubil in Ivan je pa umrl, kakor sem prebrala, zaradi zastrupitve s kislim zeljem. Da, no ja, tako čitala, no. Skratka, imel neke komplikacije s črevesjem, nekaj moral biti v zadju bolj konkretnega, skratka, umrl je zastrupil. Torej, v bistvu vsi sinovi so zapustili predčasno ta svet in Ciolkovski si najbolj očital torej to, da je razmišljal, kot sem prej omenila, da tako zakonsko življenje oziroma družinsko življenje vredno ne ponuja neke sreče otrokom in zdravja, kot ga je on živel s svojo Varvaro, po drugi strani pa, da ni v bistvu uspel na otroke prenesti to vero v človeka, otrokom predati vero v človeka, a ne glede na to, kaj se dogaja, kakšen človek je vseeno ta vera v človeka, da nekoč pa bo boljši, da bo bolj popolno bitje, bolj dovršeno, bolj človeško, bolj humano. To ga je v bistvu najbolj motilo, mislim, nekako najbolj žrlo in tudi zaradi po smrti Ignacija je začel pisati etiko, svoje delo etika. No, mogoče zdaj pogledamo samo še, to je ena taka družinska fotografija, to so arhivsko gradivo arhiva Ruske akademije znanosti, Ciolkovski, Varvara, Aleksandar, pa Ignacij, pa Marija in Ljubov, to je Ciolkovski z vnuki, tole pa zdaj Kaluga, no in to je v bistvu zdaj v tej hiši so živeli, družina Ciolkovski živela do smrti Ciolkovskega in zdaj tukaj tudi v bistvu ta muzej. Tukaj zgoraj levo čist je njegova delavnica in nadstrešek, na katerem on sedel in opazoval nebo. Ta Kaluga je cirka 2 uri z hitrim vlakom, ekspres vlakom od Moskve. Izredno lepo mesto, zanimivo, skratka tudi not krasna hiša, skratka vredno ogleda. No in mogoče samo leta 1900 v Borovskem sem pozabila povedati tudi, da je bila hiša požgana in je v bistvu so vsi rokopisi, ki jih je takrat pisal, pa modeli pogorelo, no v Kalugi se je pa zgodila poplava in je pa reka Oka poplavila vse. Tako da v bistvu poleg smrti sinov, poleg požiga, da je še poplava, da kljub temu, takemu v bistvu dosti nesrečnemu življenju je Ciolkovski rekel, da je srečen, ker je človek. No, to je pa v bistvu tudi zopet s temi svoje malo slabe slike, malo slabše kvalitete, zaradi tega, ker je to arhivsko gradivo. V glavnem, on je v bistvu, to so njegovi študenti, no, in seveda je predaval v Kalugi matematiko, aritmetiko in fiziko in v bistvu je on, študenti, kot sem omenila, so radi hodili k njemu, zaradi tega, ker je imel te napredne ideje. Bilo je mi zanimivo vse to, kaj je on, o čem je govoril in on je v bistvu pa vabil študente k sebi domov, da vidijo, kaj on dela, s čim se ukvarja. In tako je v bistvu, potem je pa vmes pa tudi članke, ki jih je pisal sam na svoje lastne stroške izdajal, v takih majhnih brošurcah. To so zdaj moderne verzije. Ampak tako je v bistvu on izdajal, zakaj to omenjam? Zato, ker je na koncu vedno napisal svoj naslov. Ker je želel v bistvu, da bi študenti oziroma tisti, ki to berejo, ki so sploh to brali, mu pisali in z njim razpravljali o tem,
a se strinjajo, a se ne strinjajo. Skratka, on je želel stik imeti z zunanjim svetom, z ljudmi in je iznajdel nek način, kako privabiti tudi študente in v bistvu si je želel te neke razprave, nepovratne informacije. Skratka, no in eden izmed študentov se je odločil, da bo obiskal svojega predavatelja, učitelja, Aleksandar Leonidovič Čiževski. Zdaj, to je tudi verjetno zagotovo, veste, da je to tudi eden genij, ruski. Skratka, k njemu je prišel Čiževski leta 1914 kot študent in od takrat se je v bistvu skovalo neko tako, kako bi rekla, intimno oziroma prijateljstvo, močno prijateljstvo. Ciolkovski je se v bistvu v celoti nekako razkril pred Čiževskim, oziroma tako neko prijateljstvo, ki je z leti bolj in bolj se krepilo in nekako, kako bi rekla, je Čiževski bil v oporu Ciolkovskemu, ko so se mu dogajale razne v bistvu te tragedije, v bistvu neke težave v zvezi s tem, da ga akademska znanost ni priznala. Skratka, akademiki Ciolkovskega niso priznavali, ker Ciolkovski bil samouk in nekako so tudi delali sodeč po knjigi, ki jo je napisal Čiževski, in sicer ta knjiga ima naslov Na bregu vesolja, spomini na prijateljevanja s Ciolkovskim. Sodeč po tej knjigi, po teh besedah Čiževskega so v bistvu akademiki ruski, pa tudi svetovni, nekako na začetku niso priznavali Ciolkovskega kot znanstvenika, kot znanstvenika v tem smilu. In bi mogoče zdaj samo prebrala par besed Čiževskega o tem, kako se on spominja Ciolkovskega. Skratka, življenje vsakega človeka je pesem, tragedija ali tragikomedija, ki je lahko predstavljena le v številnih izvodih. Nisem si postavil velikega cilja predstaviti življenje Ciolkovskega v celoti. Daleč od tega. To bi bilo zame nemogoče, saj nisem pisatelj, ne spominopisec, ne romanopisec in očitno nimam tako močnega talenta. Nadalje piše, v osnovi so imeli naši znanstveni oziroma najni znanstveni interesi eno stično točko. Toda kakšno? On je preučeval kozmos in teoretično gradil vesoljska raketna plovila, jaz pa vpliv kozmosa na nas in zrak, ki ga dihamo. Dolga leta, od leta 1914, sem vsake zimske in poletne počitnice ali včasih celo dlje, torej do 4 ali 5 mesecev preživel v Kalugi s starši. No, potem je malo bolj natančen, da po grobih ocenah sem 15 let, od leta 1915 do 30 preživel najmanj 50 mesecev v Kalugi, pri čemer sem se vsaj 250-krat srečal s Konstantinom Edvardovičem. Torej, on ima tak dar, Čiževski, izreden pisatelj tudi. Skratka, prijateljstvo s Ciolkovskim je bilo tako iskreno in veliko. S Ciolkovskim me je povezovalo skoraj 20-letno prijateljstvo, niti enkrat izpostavljeno kakšnemu nerazumevanju, ravno obratno. Z leti in leti je bilo močnejše. Poleg uma in znanosti, ki jo je cenil več kot karkoli na svetu in jo spoštoval, je cenil tudi človeško dušo. Vendar je to bilo treba razbrati številnih plasti življenja, ki običajno skrivajo bistvo, esenco, tako v človeku kot v neživi naravi. Te plasti je bilo treba odstraniti previdno, nežno, neboleče in spoštljivo, da so odkrile, kaj se skriva pod njimi. Velikokrat sem se lahko prepričal, kakšna čudovita, neskončno prijazna, dobrohotna in nežna duša v smrtni lupini tega čudovitega človeka. In ostro in jasno sem spoznal eno pomembno filozofsko resnico. Resnična veličina človeka v prvi vrsti veličina njegovega duha. To najredkejšo kakovost je imel vsej svoji polnosti in dovršenosti.
Torej, kot sem omenila, da ga pač akademiki niso priznavali, to je bil res hud boj, o katerem nekoliko kasneje. No in zato v bistvu Čeželjski tudi piše v nadaljevanju, da življenje velikih ljudi ne poteka zgolj po zakonih narave, ampak tudi v izčrpnem, napornem in neskončnem boju z nasprotniki. Ti ljudje umrejo, še zdaleč ne da bi izčrpali vseh priložnosti, ki jih je dala narava. Življenje velikega človeka bi moralo biti sveto ne samo po njegovi smrti, temveč tudi v času samega življenja. Genij je najredkejšimi manifestacijami vrste, ki človeško raso dviga nad vso naravo, nad brezmom, nad množico živih bitij, kjerkoli in kadarkoli živijo. Mi, kot oni, mi obsodimo genija na mraz in lakoto, na nenehno vojno z odpadniki človeške družbe, karieristi in zavistnimi ljudmi. No in na vse to v bistvu, na vse te tegobe, ki jih je imel Ciolkovski, ki jih je doživljal poleg teh osebnih nekih tragedij, kot sem prej omenila, pa pravi Ciolkovski, kakšen znanstvenik le, ne? Preprosto nimam sreče, le komu gre tako dobro v življenju, kot gre meni, saj sem človek. Tako da v bistvu ta neka skromnost velikega človeka. To je kole. No, potem mogoče tudi sam zgolj kot zanimivost, da bomo časovno tudi uspeli se predstaviti, da ne bom prav prevrnila. Arest v Ljubljanki, skratka nova oblast, on je bil član Socialistične akademije družbenih ved. Torej, dejansko se je zgodila situacija, ko so ga 17.11. leta 1919 je prišlo 5 ljudi k njemu in ga odpeljali na zaslišanje, no, spraševali so ga po politični pripadnosti, ker je imel brado. Pa so ga potem spraševali, če je on duhovnik, seveniščnik ali nisi duhovnika, in je Ciolkovski rekel, da brada ne določa njegove politične opredelitve in da v bistvu ima brado zato, ker ne zaupa svojemu frizerju, mislim, ali kako je primcu, da bi ga pač opril. Skratka, ta je ena taka prigoda v bistvu, in seveda on je želel, upal, kako kar je napisal, upal sem, da bo s prihodom bolševikov moja znanstvena dejavnost dobila spodbudo in podporo, ker delam vse za ljudi, nič zase, ne. In je že takrat njim razlagal, da bojo uporabili njegove formule in zgradili vesoljsko ladjo za polet na Luno, Venero ali Mars, ne, čeprav potem Ciolkovski pravi, da to poleteti na Luno, Venero ali Mars ni nič, ne, praktično, ampak da še naprej globje v kozmos. Tako da to je samo zgolj kot neka anekdota s to brado in platformami, ker so ga tudi spraševali, kjer je politični platformi v bistvu pripada, in je rekel, da on pozna samo platformo na železniški postaji, tako da ne, v bistvu obrnil na hec, ni mu bilo pa vseeno, pa seveda je politično zadje, ampak to bi zahtevalo zdaj več časa, tudi za razlago. V glavnem, jaz bi rada vam zdaj pokazala nekaj arhivskih prispevkov, oziroma en arhivski tak filmček. Ups, samo sekundo, ekola.
Gremo dalje. Temeljna dela. Jaz ne bom vseh naštevala, ker jih je ogromno. Mogoče samo povedala pač, da je napisal okoli 400 del, 160 na področju tehnike, tehnologije in kot sem omenila, v bistvu je večinoma dela izdajal sam, torej tiskal te brošurice, članke sam in eno izmed takih ključnih je recimo to vesoljni prostor, so pri nas privedli naslov, torej v bistvu praktično nisem našla nobenega dela v slovenščini prevedenega članke ali pa mogoče kdo omenja Celkovskega, ampak da bi bilo prav kakšno delo kot tako prevedeno, pa nisem zasledila, tako da mogoče kdaj v prihodnosti, koga nam duži Celkovski, da se prevede, zlasti njegova kozmična filozofija je fascinantna. Potem ta molitev, no, to je napisal, molitev je napisal po tem, ko so doživeli požar hiše v Borovskem, potem vodljivi kovinski aerostat oziroma vodljivi kovinski aerostat, pa potem aeroplan. Jaz sem pustila te besede njegove, zdaj verjeten, opravičujem, sem znanstvenikom, fizikom in specialistom, to zdaj posodobljeno bi verjetno kako drugače zvenilo, ampak on je dal naslov takrat v tistih časih aeroplan ali ptici podoben aviacijski leteči stroj. Zlasti za Celkovskega so značilno znanstveno-fantazijske povesti, na Luni recimo, pa sanje o zemlji in nebu in zunaj zemlje. Zdaj, jaz sem pripravila en prevod fragmenta na Luni, pa mislim, da nam často ne bo dopuščal, mogoče daj drugič v kakšni drugi priložnosti, samo da dobite vtis, kako je on pisal to stil pisanja, ne, ki v bistvu ni šlo za znanstveno fantastiko, ampak dejansko fantazija, torej on je v bistvu kako se loti dela oziroma kako genij razmišlja ali izumitelj. Najprej pride ideja, zamisel, potem to oblikuje v zgodbo, povest in se naredi plan, kako se bo to, kar je ideja prinesla, kar je bila ideja, kako bi rekla, manifestirana v tej, oziroma zajeta, obrazložena v tej povesti, kako se bo realizirala, potem je treba najti ljudi, torej te kvalitetni, ki bodo to zadevo tudi realizirali, na koncu realizacija, torej misel, plan in realizacija. In on je tudi vsa svoja dela na tak način, to je zanga značilno, torej ta enciklopedičnost, potem tudi, da je postavil problem in poiskal, ga detajle analiziral, znanstveno podkrepil in potem pokazal tudi rešitev, ne da bi samo nek problem, pa potem, kaj pa zdaj, ampak dejansko imel rešitve in to praktične rešitve. In tudi te znanstvene fantazijske povesti so v tej smeri napisane, tako da v bistvu nekako višja raven mogoče klasične povesti ali skratka podprta tudi znanostjo. No, potem recimo so pomembna tudi ta dela z področja raketne dinamike, raziskovanje vesoljskih prostorov z reaktivnimi napravami, tudi ko se seveda tudi religije. Potem etika, to je tudi pomembno delo, ali naravni temelj naravstvenosti. Samo da vidim, če še kaj. Potem tudi to idealna ureditev in pa Zunaj zemlje je zanimiva tudi knjiga, ki je tudi v bistvu znanstvena, fantazijsko-znanstvena, kjer se 6 genijev znanstvenikov sreča in razpravljajo o projektu raketa. Skratka, te znanstveniki so geniji Newton, Galileo, Franklin, Helmholtz, pa še Laplace in Rus Ivan. Tako da zopet ta čut za skromnost, ne Celkovski genij, ampak Ivan, ker Celkovski nikoli o sebi ni govoril kot o geniju, niti ne kot o znanstveniku, ampak mislicu. Skratka, naprej gremo. Autobiografija je izredno zanimiva, Fatum, usoda, poguba, Raketa v kozmično prostranstvo. Skratka, potem pa sledijo knjige oziroma dela, ki so sestavni del cikla
torej njegove kozmične filozofije. No in ta zadnja v bistvu biografija, iz katere sem jaz črpala dost gradiva črtice, povesti, ali kako bi rekla, posebnosti mojega življenja, se pravi, nič ni prevedeno, vse, kar tukaj vidite, smo sami zdaj prevedli, tako da smo prišli do znanstvenih dosežkov, no, na kratko zdaj, tukaj bi rada samo povedala, da Tsiolkovski je ogromno izumil na različnih področjih, tako da zdaj enostavno časovno ne bomo zmogli se dotakniti vsega, mislim, samo bi poudarila te bistvene dosežke, in sicer s katerimi se ukvarjal, oziroma problemi, s katerimi se ukvarjal po letu 1884. To je znanstveno temeljitev kovinskega aerostata. Prej smo videli v tistem arhivskem prispevku, kako je naredil rebrast, grafiran okovje, ogrodje tega dirižablja aerostata, pol racionalizacija trupa aeroplana, vlak zračno blazino in rakete za medplanetarna potovanja. Mogoče samo na kratko predstavim, torej Tsiolkovski, poleg tega, da je bil pač genij, filozof, on v bistvu kot znanstvenik samouk je osnovatelj teoretične kozmonautike, astronautike, utemeljil potrebo po raketnih vlakih, prototip večstopenjskih raket za polete v kozmos. Osnovna znanstvena dela se nanašajo na aeronautiko, raketodinamiko in kozmonautiko. Trdil je Tsiolkovski, da je teorijo raketne znanosti razvil le kot aplikacijo na svoje filozofsko raziskovanje. Torej, tehnologija, znanstveni dosežki, tehnika so za Tsiolkovskega pomenili oziroma bili zgolj sredstvo družbenega razvoja, kulturna sestavina civilizacije, pot do svobode. Osvobodila naj bi človeka težkega mehaničnega sveta, povezala narode sveta v eno prijateljsko družino in družbi dala na razpolago vire vesolja. Zdaj, kar se tiče teta prve, torej kovinskega aerostata, to je to. In sicer on je v bistvu prvič podal znanstveno in tehnično temeljitev za oblikovanje vodljivega dirižabla, aerostata s kovinsko lupino, plaščem, ker prej so bili iz gumirane tkanine in so imeli velike pomanjkljivosti. Skratka, on je v bistvu predlagal tega z to grafirirano oziroma rebrasto strukturo in je ta dirižabel oziroma aerostat, tukaj me bo mogoče tudi pozneje lahko Lev dopolni, če bo potrebno, da v bistvu je imel spremenljivo prostornino, to je omogočalo vzdrževanje konstantne sile dviganja na različnih višinah letenja in temperatur okolja, imel je plinski segrevalni sistem, skratka, in lupina, torej ogrodje dirižabla je bila valovita za povečanje trdnosti, da ne vibrira. Torej, za tisti čas ta progresivni projekt Tsiolkovskega o izgradnji dirižabla aerostata ni prejel podpore uradnih organizacij, avtorju so bile zavrnjene subvencije za izdelavo modela. No, potem se je pa on odločil, potem se je pa ukvarjal z vprašanjem letenja s pomočjo krila, usmeril se je na novo in malo proučeno območje letalnih naprav težjih od zraka in je v bistvu nadaljeval delo in prišel na temo, na idejo o gradnji letala, aeroplana s kovinskim ogrodjem in je v bistvu v članku iz leta 1894 Aeroplan ali ptici podoben aviacijski leteči stroj, da opis izračune in res specialnega kovinskega monoplana s profiliranim okriljenim krilom. Skratka, bil je po besedah raziskovalcev prvi, ki je utemeljil določbo o potrebi po izboljšanju racionalizacije trupa letala, da bi dosegli večje hitrosti. Skratka, tudi za to delo, da bi on ni imel sredstev, da bi sam naredil modele. Skratka, tudi ni dobil uradno od predstavnikov ruske znanosti priznanja. Potem
No, to je vse sam izumil tole. Imel je v svojem domu je ustvaril prvi aerodinamični laboratorij, vetrovnik oziroma tunel, mu rečemo pri nas, mislim, da z odprto neko šobo, kjer je v bistvu zrak skozi tekel, pihal, no, in dokazal v bistvu je Tsiolkovski potrebo po sistematičnih preizkusih za določitev sil vpliva zračnega toka na dvigajoče se v njem telo. Skratka, on je to vse sam delal ročno, tudi te modele, geometrijska telesa, v glavnem določil je koeficient upora krogle, potem valja, stožca in drugih teles, tako da v bistvu te njegove preizkuse, no zato pa je dobil subvencijo, da je lahko to izvajal te preizkuse in so potem drugi akademiki, znanstveniki uporabljali njegove rešitve, ali kako bi temu rekla. No, potem, to je pa še ta schema vlaka na zračni blazini in je bil prvi, ki je predlagal podvozje z izvlečnim dnom. Potem prehajamo na to teorijo reaktivnega gibanja, torej razvil je osnove teorije reaktivnega gibanja, sistematično se ukvarjal torej s teorijo gibanja reaktivnih naprav od leta 1896 in misli o uporabi raketnega principa v vesolju je izrazil že leta 1883, tako da v bistvu je leta 1903 v reviji objavil članek Raziskovanje vesoljskega oziroma prostranstva z reaktivnimi napravami, v katerem je na podlagi najpreprostejših zakonov teoretične mehanike razvil temelje teorije reaktivnega gibanja in izvedel teoretično študijo direktnega gibanja rakete, utemeljujoč možnost uporabe reaktivnih naprav za medplanetarna potovanja. Ta znana enačba idealne rakete Tsiolkovskega, no, na podlagi mehanike teles spremenljive mase je neodvisno izpeljal in objavil enačbo idealne rakete, datirana iz leta 1897, 10. maj, ki jo je uporabil pri vprašanju, ali lahko rakete dosežejo potrebne hitrosti za vesoljske polete. Potem dinamika raket, raketni kozmični vlaki, torej tukaj je v bistvu zopet že leta 1903 objavil članek, v katerem je prvič dokazal, da je raketa sposobna izvajati vesoljski polet in je bil tudi predlagan prvi projekt rakete dolgega dosega. Potem je tudi še en članek spisal, v katerem določi hitrost potrebno, da vesoljsko plovilo vstopi v Osončje, torej druga kozmična hitrost, in predstavil zamisel o uporabi sestavljenih večstopenjskih raket ali kot jih je imenoval raketni vlaki za vesoljske polete in predlagal dve vrsti takšnih raket. Skratka, v številnih njegovih delih je bila podrobno razvita stroga matematična teorija gibanja enostopenjskih in večstopenjskih raket s tekočimi raketnimi motorji. Skratka, ogromno stvari je še on spisal, tudi omenja rakete sponzore, ki naj bi jih uporabljali za dotakanje goriva na poti. Skratka, če samo še sekunda. Ja, tole bi mogoče samo še teoretična kozmonautika, no. V teoretični kozmonautiki pa raziskal direktno gibanje raket v newtonskem gravitacijskem polju in uporabil zakone nebesne mehanike, da je določil možnost izvajanja poletov v Osončju in raziskoval fiziko letenja v pogojih breztežnosti. Skratka, to je bilo res v grobem o njegovih znanstvenih dosežkih. Tole pa v bistvu, ko sem šla naprej, ta slajd pa v bistvu govori o industrializaciji kozmosa. To je pa zopet ena taka globalna, široka tema o osvojitvi kozmosa, prihodnost človeštva. Ta industrializacija kozmosa je zajeta v njegovi filozofiji in v bistvu tudi
si je zamislil kot zato, da bi v bistvu ustanovili nek idealen življenjski družben red. Zdaj, temeljne ugotovitve so v bistvu, da je namen življenja njegovo večno nadaljevanje zaradi znanja in prevlade nad svetom, in ko je Tsiolkovski govoril o prihodnosti človeka, je zapisal, z njim ne bo razpolagala, torej s človekom ne bo razpolagala in se igrala narava, ampak on z naravo. Človek lahko doseže ta cilj na podlagi znanosti, z okrepitvijo svoje moči nad naravo se bo človek neizogibno usmeril v raziskovanje vesolja. Nebeški prostor je neomejen in dokaj dosegljiv za prebivalce Zemlje in njihove neštete potomce, energija Sonca je ogromna, masa snovi pa nepredstavljiva. Predpogoj za oblikovanje popolnega inteligentnega oziroma tega inteligentnega življenja je reorganizacija družbe na pravičnih načelih. V delih Tsiolkovskega se z različnimi stopnjami podrobnosti obravnava več scenarijev industrializacije vesolja. Prva je popolna preobrazba Zemlje, da se zagotovi kar največja kakovost življenja, pol kolonizacija sončnega prostora, obvladovanje, osvojitev planetarnih sistemov drugih zvezd, širjenje udarnega vala razuma nad neživo materijo, preobrazba biološke vrste Homo sapiens, nastanek rase visoko organiziranih inteligentnih bitij, prilagojenih življenju neposredno v kozmosu. Skratka, glavne smeri industrializacije vesolja po Tsiolkovski filozofiji in so v bistvu izgradnje delovanje zunajzemeljskih bivališčnih in industrijskih kompleksov, vključenost v proizvodnjo nezemeljskih virov, energija sončnega sevanja, torej hkrati so bili začrtani načini uporabe sončne energije, neposredna uporaba s pomočjo koncentratorjev sončnega sevanja in pretvorba v druge vrste energije, skratka uporaba breztežnosti in vakuma v proizvodnem procesu, pridobivanje vesoljskih pogojev s pomočjo posebnih tehnoloških postaj ultravisokih in ultranizkih temperatur, skratka veliko idej. Dalje, da ne bom preveč informacij, skratka mogoče zgolj samo tole, tukaj pridemo pa v bistvu na nek način do tega, kar je v bistvu Tsiolkovskega na nek način najbolj žrlo vsa leta, in sicer taka, v bistvu, to je napis enega poglavja iz te knjige Čiževskega o spominih na priteljevanje s Tsiolkovskim, torej svetovne prioritete in banane. Torej gre v bistvu za to, iz tukaj izhaja tudi ta naslov, podnaslov današnjega predavanja, gre za to, da Tsiolkovskemu niso priznavali prioritete na področju raketne znanosti, tudi sodeč po zapisih Čiževskega in drugih raziskovalcev življenja Tsiolkovskega so v bistvu hodili k njemu domov tudi študenti in razni ljudje in so izginevale te brošure njegove, skratka, celo do tega je prišlo, da so mu poslali psihiatra, da preveri, kakšnem stanju je in nekako, da bi ga odpeljali na psihiatrijo, ampak Tsiolkovski je hitro dojel, zakaj gre. Skratka, res, bom prebrala, da dobite samo občutek. Torej, nezdružljiva pogleda, svetovna prioritete in banane. Prav tu se skriva vsa grekoba izkušenj, ki ne bi potlačili na koncu pogoltnile Konstantina Tsiolkovskega brez sledu in mu v duši ne pustile prostora za delo na področju raketne dinamike in kozmonautike. Na moja pleča, torej Čiževski piše, je nepričakovano sam po sebi padel poseben načrt, po katerem sem imel priložnost pogumno in odločno prevzeti težko nalogo in jo preusmeriti od začetka do konca. Prevzeti breme svojega početja in vse nepričakovane posledice tega velikega in odgovornega koraka. Torej začnimo. Skratka, nekega dni, v zgodnji jeseni leta 1923 je šel Čiževski v knjižnico Moskovske univerze in tam naletel na v bistvu članek objavljenega v eni od ameriških priljubljenih tehničnih revij, da profesor Herman Hubbert
iz Nemčije in profesor Goddard iz ZDA, da se ukvarjate z razvojem raketnega motorja in kmalu načrtujete izstrelitev raket na 100 kilometrov višine in morda še dlje. Torej, v opombi je bilo zapisano, da sta oba profesorja prava, resnična ustanovitelja raketne tehnike ali tehnologije. Skratka, in Čiževski pravi, zagotovo sem vedel, da je ustanovitelj raketodinamike Ciolkovski in nihče drug. Od silnega besa sem skoraj zlomil svinčnik. Kakšna nesramnost, brezobzirnost. Navsezadnje je leta 1903 Konstantin objavil v reviji TNT neobsežen članek, izčrpen za tisti čas. V tem članku je podal podrobno teoretično analizo gibanja teles v kozmičnem prostoru, in tako naprej. Skratka, no in potem se Čiževski odloči, da bo on zdaj ubranil to, zaščitil svetovno prioriteto Ciolkovskega in 2.10.1923, piše, da je vstal zgodaj zjutraj, odprl časopis in tam našel še eno sporočilo, oziroma prebral še eno sporočilo, da je v Münchnu šla knjiga profesorja Oberta z raketo do planetarnega prostora, v kateri je profesor Obert na strogo matematičen in način torej dokazano, da je s pomočjo te sodobne tehnike mogoče doseči kozmične hitrosti in premagati sile težnosti. Skratka, in da bodo na Luno poslali raketo, tako naprej. Skratka, Čiževski se odloči ponovno izdati knjigo Ciolkovskega. Skratka, od tega zapisa, kar je prebral v članku, je ukamenil dobesedno in se sprašal, kje je Konstantin Edvardovič, zakaj sta Goddard in Obert pri nas, torej v Rusiji, na prvem mestu, kje je naša nacionalna prioriteta. Zastavil sem si 1000 vprašanj, zakaj, in na nobeno od njih nisem mogel odgovoriti. Skratka, vse je Konstantin že objavil leta 1903, posledično napisano veliko prej, menda že v začetku leta 1896. Skratka, odločil se je, da bo prevzel to breme in da bo to situacijo uredil. Skratka, januarja naslednjega leta so komaj, ker ni bilo papirja in ni bilo sredstev, komaj da izdali torej knjigo od Ciolkovskega, Raketa v kozmično prostranstvo, v kateri je tudi v bistvu kronološko napisal Čiževski, katerega leta je Ciolkovski kaj objavil. Oče Čiževskega je napisal uvod v nemščini in se je Čiževski odločil, da bo poslal te egzemplare iz vode Obertu in Goddardu. Skratka, no in potem po 5 letih dobi Ciolkovski pismo od profesorja Hermana Oberta, v katerem piše takole Ciolkovskemu, vi ste prižgali ogenj in ne bomo dovolili, da ugasne, ampak se bomo z vsemi napori potrudili, da se uresničijo največje sanje človeštva. No in potem je Ciolkovski v predgovoru brošuri, eni izmed svojih brošur, napisal, oziroma je povsem odkrito in kategorično izrazil svojo prednost, zadeva se razplamteva in jaz sem prižgal ta ogenj. Moja avtoriteta je vzpostavljena, resnice ne smemo več teptati, potrebujem sodbo ljudi. No, v glavnem objava tega dela je pa v bistvu razburila, kako bi rekla, znanstvenike doma v Rusiji. No in mislim, zlasti en profesor se je nekako posmehoval iz Ciolkovskega, ker Ciolkovski je predlagal, da je potreben v vesoljskih ladjah sploh za dolge lete, potreben vzpostaviti celoten biološki cikel, povezan s gojenjem rastlin. Skratka, in je seveda v svoji tej fantaziji, v tej kozmični filozofiji tudi pisal, da se sadijo banane, jagode, maline in v tem smislu. Skratka, ta profesor se je posmehoval, je rekel, se ne rabimo nič drugega za polete, razen banane, tako v bistvu zato Čiževski potem napisal ta naslov Zaščita svetovne prioritete in banane. Skratka, nekako niso podprli Ciolkovskega njegovi
sorodniki, ali kako bi rekla, so narodnjaki, imel pa je on seveda veliko tudi prijateljev, ki pa so ga podpirali, ampak to recimo samo kot eden izmed dogodkov. No, tole pa potem dejansko raziskovalna skupina reaktivnega gibanja pod vodstvom Tihon Ravova so tako eno raketo, to verjetno veste, eksperimentalno sovjetsko raketo spustili in Tsiolkovski bil zadovoljen, da se v praksi tudi zadeva realizirala. No, zdaj bomo prišli pa do še enega ogromnega, kompleksnega, bi rekla, področja, ki ga bom skušala zopet zgolj res na kratko, ker od preveč informacij potem tudi, mislim, nima smisla. Skratka, zdaj vsa njegova številna dela, vse, kar je on ustvarjal, ima ne samo dela, vse, za kar je on živel, je v bistvu povedati ljudem, da kozmos vsebuje le radost, zadovoljstvo, popolnost in resnico. In on je v bistvu želel samo, da ljudje ne bi trpeli, da v bistvu dejansko ne bi povzročili gorja eden drugemu, da v bistvu nekako nenasilje do vseh živih bitij. Skratka, ves čas je zagovarjal to idejo oziroma tudi na tak način živel, sodeč po seveda teh raznih člankih, raziskavah, biografijah, avtobiografijah, in njegova kozmična filozofija je v bistvu nekakšna znanstvena napoved, pri kateri so znanstveni in tehnološki dosežki človeštva prevladujočega pomena. Je pa tudi to, v bistvu gre tudi za verski in etični nauk, ki temelji na zgodovinskih in filozofski tradiciji, katerega glavni cilj je nekakšen družben model, idealen družben model, kjer ne bi bilo trpljenja, kjer bi bili vsi kar vodi v srečo, kar sreča je za njega bila kot ena izmed najvišjih vrednot. In to bo vodilo v bistvu ta tehnološki napredek in znanstveni napredek in ta transformacija človeka, bosta človeka vodila čez meje zemeljske civilizacije. Torej, filozofija po Tsiolkovskem je vrhunec znanstvenega znanja, etika pa je ključna pri vsem tem. Skratka, torej, on je s to svojo filozofijo želel prikazati potrebo po ustanovitvi popolnega stanja življenjskega reda, torej nekega idealnega družbenega reda, ki bo minimizirala trpljenje človeštva. Človek mora preseči in odpraviti trpljenje. Kozmos, zdaj, če preidemo na vesolje, je za Tsiolkovskega celoten, neskončen, kompleksen organizem, nad katerim je vzrok, ki je ustvaril kozmos, neka neznana inteligentna sila, in on je dostikrat omenjal tudi, da ga je v življenju vodila ta neznana inteligentna sila. Skratka, ta sila se zaveda vesolja in Tsiolkovski tej sili, temu vzroku, viru, pripisuje etične lastnosti, ker je ustvaril kozmos in vesolje, da bi atom podaril srečo. Skratka, kompleksna zadeva, tako da bom samo res probala predstaviti čim bolj preprosto. Torej, obstaja ta volja vesolja in vzrok, ki ustvari vesolje, ki dviga ta svet. Volja se izraža v tej dovršenosti, popolnosti človeškega sveta in v tem, da se človeštvo reši trpljenja. Torej, vektor razvoja vesolja je vektor prehoda od nedovršenosti, torej trpljenja, k dovršenosti sreči. Torej, ideja, potem v tej filozofiji predstavljena ideja neskončnosti vesolja v prostoru in času. Vesolje je neskončno v času in prostoru in je hierarhično od atomov do eteričnih otokov različnih stopenj kompleksnosti. Potem njegov nedeljiv element je atom, to je poseben atom duh, ki je sposoben občutiti, zaznavati oziroma ne zaznavati, občutiti prijetno in neprijetno. Torej, občutljivost atoma
in včasih tudi misliti, v smislu zavedati se na nek način, kot misleči atom duh. On je kot neke vrste gradbeni material vesolja, vse v vesolju, planeti, zvezde, galaksije, človek, življenja, vse iz teh atomov duhov. To je izvorni element vesolja. No in kot že na začetku predstavitve, razlika med, kot sem omenila, razlika med filozofijo Tsiolkovskega in filozofijo Fjodorova je v tem, da je po Fjodorovem center vesolja osebnost, živa osebnost, pri Tsiolkovskem pa je človek le odlagališče, prostor, v katerem se nahajajo te atomi duhi. Oni so v nas, bivajo v naših možganih in zaradi tega mi lahko mislimo. Misleči atomi so pomembni gradniki vesolja in vesolje noče, da bi ti atomi duhi trpeli in pravi, da ne trpijo, Tsiolkovski pravi, da ne trpijo, ko se umestijo oziroma proniknejo v popolna bitja. Če atomi proniknejo v človeka, ki je dober in srečen v življenju, so atomi tudi srečni, zaznavajo to srečo, če so pa v neravnovesju, v neharmoničnem svetu, torej vojne, bolezni, gorje ali v živalih, ki jih pobijamo in trpijo, potem atomi duhi tudi trpijo. Skratka, nadalje govori, da so atomi večni kozmični popotniki in koncept atoma duha vodi k ideji vse splošne oživljenosti vesolja. Torej, vesolje je živo, je ogromen, živ organizem, ogromen občutljiv svet, torej občutljiv svet, ki občuti, dihajoč in samo organizirajoč ter večno mlad. Torej, Tsiolkovski ne priznava entropije, vesolje je večno mlado, obnavljajoče se. Je hierarhično, v katerem so različne ravni organizacije teh atomov duhov, od manj popolne do bolj popolne strukture, in človeška organizacija je tudi določena raven teh mislečih duh atomov. Obstajajo pa tudi bolj popolne oblike organizacij živih bitij, skratka vesolje kipi od življenja. No in potem izhod v kozmos, njegova osvojitev je nujna, ker resursi Zemlje izginjajo in s tem, da se spreminjamo, moramo osvojiti vesolje in združiti z drugimi civilizacijami. Vsi bomo bratje, en narod, združen in naseljen, po drugih planetih bomo preučevali vesolje. Skratka, Tsiolkovski je ponudil to idejo atom-duh, v katero je dejansko verjel, kot neko, v bistvu, da bi na nek način omilil tragičnost smrti, neumrljivosti človeka, smrti, ker atom duh omogoča človeku reinkarnacijo. Skratka, verjeti v prihodnost pozitivno, ker ne bati se smrti, ker ne vemo, kakšna radost nas čaka v vesolju, ki je samo dobrodejno, dobrohotno, prinašalec sreče, a ne po smrti. Skratka, smrti ni, v tem smislu. Tako da, potem seveda pa vzporedno poteka pa tudi sprememba tega v bistvu življenjskega reda trenutnega na Zemlji in sicer to so res dolge dobe do realizacije tega, kar on je res gledal zelo daleč v prihodnost, je povedal, da v bistvu vesoljni obstoj človeštva je v bistvu razdelil na 4 glavne dobe. Doba rojstva, v katero bo človeštvo vstopilo čez nekaj desetletij in bo trajalo nekaj milijard let, torej začetek osvajanja kozmosa. Potem človeštvo se poseli po kozmosu, potem je obdobje razcveta človeštva, torej da bojo ljudje soobstajali v soodvisnosti z drugimi kozmičnimi civilizacijami, potem terminalna doba oziroma žarčna doba oziroma telepatska doba. Torej človek nekako potem to je res zelo na grobo, ne bo več potrebe, da bi vsak človek imel kot posameznik možgane, pač miselni aparat, ampak da bojo eni možgani oziroma temu on reče telepatsko polje sveta. Skratka, to je v bistvu filozofija Tsiolkovskega v grobem, res v grobem. Potem dotikal se tudi evangelija, no to je zanimivo, ni Boga stvarnik, ampak je kozmos. Skratka, kozmos je tisti, od katerega je človeštvo odvisno in da se je treba zavedati, da smo del vesolja kozmosa. Skratka, kar je volja kozmosa oziroma tistega vzroka, primarnega vira kozmosa, tako
kako bo z nami. To, kar mi doživljamo, je zgolj pogojna volja in v bistvu nekako, kako bi rekli, enkrat je omenil, to je tako kot črv, ki pliza po jabolku, ali pa kot da bi metulj želel preleteti ocean v enem dnevu. To je tako neskončno in veliko in dejansko v bistvu smo mi odvisni zgor od tega inteligentnega bitja. Tako, to je to. No, zdaj bi pa mogoče samo malo za sprostitev pogledali oziroma poslušali in pogledali animacijo zgodbe, ki jo je napisal za svojega vnuka Aljoša, v kateri lepo to razlaga vse, kar sem zdaj, mislim, na nek način to, kar sem jaz zdaj povedala. Ta animacija je nastala pred kratkim, tudi tekst smo prevedli za namen te predstavitve, skratka, mogoče malo pauze pa malo v kozmos. Upam, da bo. Noč je prišla neslišno. Reka, trstičje stoletnih rasti so zaspali. Na nebu niso migetale zvezde in na zemlji niso plamenele luči. Črni vran, ki je pred kratkim dopolnil 200 let, je sedel na hrastovi veji, kot iz železa skovani, in negibno gledal na snegom pokrito pečino, ki se je rahlo svetlikala v temi. Starodavni vran ni mogel spati, niti dremati, zavidal je škarnikom in sokoličem, ki so zaspali v prijetnih gnezdih in misli v svoje misli. Nenadoma se je vranu zazdelo, da iz temnih globin neba izvira nekaj živega, neomajnega in osvetljuje temo s pridušeno biserno sivo svetlobo. Neznano bitje se je spustilo po zasneženi pečini in se ustavilo. Vran ni mogel razumeti, kaj je to. Je človek? Ne. Je ptica? Ne. Je netopir z membranastimi krili? Ne. Kdo torej? Vran je lahkotno zletel z hrasta in odletel k pečini. Spomni se je, da je levo te pečine druga, spodnja pečina brez snežne odeje in iz nje lahko morda opazuje skrivnostno bitje. Ko se je črna ptica prijela s kremplji vrha pečine, prekrite z dišaji, je jasno videla nepričakovanega gosta. Bitje je nekoliko spominjalo na človeka, vendar je bilo lepše, subtilnejše, na videz pogumnejše. Iz njega je žarel nezemeljski sijaj, sploh nepodoben svetlobi sonca, lune in ognja. Sijalo je kot danna zvezda, utišena s prostrastvom. Pod visokim ponosnim čelom se je skrilo troje oči. Rožnato rdeče kot rubin, zeleno kot smaragd in modro kot safir. Črni vran je tiho zakrakal od presenečenja in občudovanja. Bitje ga je zaslišalo, se premaknilo in vran je za njegovimi mogočnimi pleči videl dve lahki koničasti krili, prikriti niti s perjem, niti z luskami. Napol človek, napol ptica je raztegnil gibko roko s 3 prsti in sila, ki je bila podobna toplemu vetru, je prijela vrana in ga nežno, previdno prenesla na zasneženo pečino. Vran je utrpnil, zaprl oči, a čudovito bitje je spregovorilo. Ne boj se, ne bom ti storil zla. Odkot znaš jezik? Tudi najmodrejši ljudje tega jezika ne poznajo. Na zemlji sem živel 200 leti, veliko sem že videl, vendar takega, kot si ti, vidim prvič. Ne bodi presenečen, poznam narečje vsega, kar obstaja na vseh naseljenih planetih. Ali obstajajo še naseljeni planeti razen Zemlje? Vran je bil še bolj osupel. Da, obstajajo in nešteto jih je. V eni lečasti galaksiji, ki ji pripada ta, ki te je rodila, drobna Zemlja, je več kot 500 000 naseljenih planetov. Povej mi, kdo si? Sem prebivalec dela prostornega vesolja, tako oddaljenega, da prebivalci Zemlje o njem nimajo niti najmanjše predstave, niti sanje zebne o njem. Tam obstajajo drugi zakoni življenja in druga pravila zadev. Zakaj si priletel sem? Popotovanje je ena od vzvišenih in čistih radosti obstoja. Vsako tisočletje se odpravim na dolgo pot in takrat vsak delček moje narave drhti od nerazložljive radosti. Vsakih 1000 let, je vprašal Vran, pretresen nad tem, kar je slišal. Ljudje mi zavidajo, da obstajam 3 človeška življenja. Kako visoka je tvoja starost? Tega ti nažalost ne boš razumel, je sočutjem odgovorilo nezemeljsko čudo. Že davno sem pozabil, kdaj sem se rodil in ne vem, kdaj se bo moj obstoj končal.
Zdi se, da bom živel do tistega blagoslovljenega časa, ko bo vse življenje v vesolju doseglo nesmrtnost. Kaj je privedlo tebe, srečneža, na zemljo? Vran je še naprej poizvedoval in skrivaj občudoval, ponosen na to, da se nezemeljsko bitje mirno pogovarja z njim, birnatim kot enak z enakim. Vidiš, črnopirjec, pred mnogimi leti sem prvič obiskal zemljo. Takrat je bila skoraj popolnoma pokrita z oceanom. Hlapi so se kopičili nad zelenkasto sivo vodo, v topli in modni raztopini snovi je primarno življenje še ne nastajalo. Dobro se spomnim te rane mladosti vašega planeta v povojih. In zdaj bi rad videl, v kakšne oblike so se zlila tisočletja zemeljskega življenja. Boš dolgo ostal tukaj v gosteh? Ne, vse že vem. Ne samo ti, birnati prebivalec planeta, tudi najpametnejši in najbolj razsvetljeni ljudje ne morejo razpoznati mojega razmišljanja in najbolj pretanjenih čutov, ki jih nimam 5 kot ljudje, ampak mnogo 100. Medtem ko si ti, mahajoč k skridi, letel z drevesa do skale, sem jaz raziskal in doumel kaleidoskop življenja na Zemlji, ki obstaja že tisočletja, vse njegove čudaške faze in celotno tako imenovano zgodovino človeštva, ki je, kako zabavno, ljudje sami poznajo le v zelo majhnem deležu in napačno razumejo, ker resnično znanstvena zgodovina ljudi še ni bila ustvarjena. Jaz, na primer, bi lahko brez najmanjše napake, črnopirjec, v vseh podrobnostih razkril tvoje rodoslovje in celo življenje. Bojim se te, je tevedajoč priznal Vran. Glej, celo pirje mi drhti od strahu. Ne boj se me, če razmišljava o ubogih človeških konceptih, sem jaz neskončno prijazen in blagohoten. V meni ni potrebe storiti kaj slabega kakemu živemu bitju. Prav zdaj, ko sem se zavedal vseh trenutnih muk ljudi, vse njihove žalosti, trpljenja, bolezni in vidim grozo bližajočih se zemeljskih vojn, mi od žalosti za ljudmi lijejo solze. Osupli Vran je videl, kako so se iz oči tega nedoumljivo skrivnostnega bitja prikotalili velik rdeč rubin iz rdečega, iz zelenega smaragd in iz modrega safir. Solze dragulji so zasijale v snegu, kakor steljena kovina in se, kot reče ješčoč pot, zlile v plast granita. Če s tako popolnostjo poznaš preteklost Zemlje, pomeni, da lahko predvidiš njeno prihodnost, je z razbijajočim srcem vprašal Vran. Da, kaj čaka vsa živa bitja na Zemlji? Zemlja je odvisna od Sonca. V daljni prihodnosti se bo Sonce ohladilo in potem zatemnilo in vse na Zemlji, mestne ladje, hrastovi gozdovi in pašniki, junaki lepotice, starci in dojenčki, psovi nobri, kanči in kajmani, vse do zadnje enocelične amebe bo pominilo, a atomi, ki se stavljajo vse obstoječe, se bodo raztresli v medzvezdno prostranstvo, da bi se znova zgostili v širino bitja. Zakaj ne pomagaš, rešiš prebivalstvo Zemlje, če si vseviden in neskončno prijazen, se je Vran nevoljno pretožil. Črno-pirnatemu ptiču se je zdelo, da je tvoje oči bistveno sivega čuda razplamtel čarobni ogenj in takoj se je zaslišal prištekov glas, zaskrbljen in nežen. Zato sem tudi priletel na Zemljo, da bi pomagal živeči na tem, na pogubo ob svojem planetu. Kako boš to resničil? Lahko obudim videno v sanjah, izbral bom enega prebivalcev Zemlje, če tudi ne najboljšega, in mu vdihnil videnje strašnega sna. V sanjah bo postal priča in svojega žrtev pogube sveta, katerega delec je. S tem boš od njega vselil grozo in niti približno si ne bo upal govoriti o svojih preroških sanjah. Ne, potisnil bom njegovo nepopolno človeško misel v boj, iskanje, ustvarjanje. Proces razmišljanja je enak za vse, ki živijo v vesolju. Izkušena groza potega človeka prisilja, da išče rešitev za rešitev svojih vratov. On bo iskal, to je glavna stvar. Iskalec bo vedno našel, utopišče, da vedno najde. Si že izbral takega človeka? Ja, ima prijazno srce, živi v želji, da bi delal ne osebno korist, ampak za srečo vseh ljudi. Ali mu uspel rešiti zadržino bitja pred skorajšnjo eksplozijo? Ne razumeš moje vsrednosti, sluten in predvidevan. Le ta črna pirnata ptica se ti bo zdela nadnaravna, morda celo čudežna, ampak je to zgolj delo možganov.
le bolj organizirano, zapleteno in hitrejše, kot zmorejo ljudje na Zemlji. Jutrišnji dan vidim v vseh podrobnostih. Ta človek bo našel najpreprostejši način, kako premagati zemeljski privlak in se prebiti v kozmično prostranstvo. To bo prelomnica v človeški zgodovini. Moj izbranec se bo z novimi očmi pronicljivo zagledal v to, kako so azijski ljudje 3000 let pred njegovim rojstvom uporabljali cev, napolnjeno s vodnikom, raketo, da bi spuščali v zrak majhne želve. Ta človek bo neizmerno presenetil svoje sodobnike. Številkami in risbami bo dokazal, da vodljiva raketa lahko orje kozmično prostranstvo. Sprva se mu bodo smejali, ga imeli za norca ali čudaka, potem pa ga bodo prepoznali kot velikega in mu postavili spomenike. Sam ne bo doživel uresničitve svojih sanj, vendar bodo ljudje poglabljali njegova odkritja in delali čudeže. Torej, človeštvo ne bo poslušno čakalo, da bo Zemlja eksplodirala od znotraj, ampak se bo preselilo na nekakšen mlajši planet. Moj izbranec se bo dobrohotno nasmejal vsem, ki bodo zvezdne polete zožili zgolj na preprosto gibanje z planeta na planet. No, vsezadnje so to skromne sanje plakih ljudi. Leteti z Zemlje na Mars, z Marsa na Venero, to je neizmerno malo. Zakaj potem ladje, rakete? Srebrnkasto bitje je eno krilo dvignilo navzgor in ga spet združilo. Vse tri oči so se mistično zableščale, prelivajoč se in čudovito obsijale vse okolje. Cilj poleta med zvezde je osvojiti eter in sončno energijo. Ljudje bodo živeli v etru in se naučili uporabljati sončno energijo in tam je 200 milijonkrat več, kot je prejemajo vsi planeti Sonča. To so bajni zaglavji in moč. Človeška domišljija je še vedno nemočna, da bi to razumela. Toda kako bodo ljudje živeli v praznini, brez podpore, tudi mi, krilati, ne moramo ostati dolgo v letu. V etru je živeti bolje, kot pa na najsrečnejšem in najbolj ugodnem planetu. V etru? Da, v etru. Človek bo imel srečo izumiti zvezdno plovilo. Ko se bo to zgodilo, bodo ljudje narisali fantastično, prekrasno sliko medplanetarnih jederičnih bivališč iz neprebojnega stekla in najlažje kovinske zlitine. To bodo gigantski cilindri, na obeh koncih zaprti s polkrožnimi površinami. Sistem stekla bo omogočal toliko životvorne sončne energije, neomejene, brez potrebe po varčevanju in izračunavanju rezerv. Prebivalci meteričnih kolonij bodo dostopne in podvržene najvišje in najnižje temperature. Na razpolago jim ne bodo le podnebja Zemlje, ampak tudi podnebja drugih planetov. Raj, ustvarjen z borno domišljijo ljudi, se jim bo zdel dolgočasen, beraško sil in beden. Prebivališče iz stekla in kovine, ki ga bodo ustvarili ljudje, se bo lahko premikalo s hitrostjo več milijonov vrst na dan. In srečni ljudje tega ne bodo občutili, tako kot zdaj ne opazijo neprestanega letenja in vrtenja Zemlje. Težnost bo zavedno izginila. Vsi bodo postali močni kot mitski Herkules. Človek bo lahko po svoji volji zapustil svoj dom in preživel stoletja srečno popotujoč v etru, kot popotujem zdaj jaz. Kmetijstvo in industrija se boste prenesli v eter in se razvijala brez primere. V eteričnih rastlinjakih bo človek gojil žita, zelenjavo in sadje, popolne lepote. Nedostopne sedanji fantaziji, okusa in prehrane. Videl sem jih v eterskih kolonijah. Bolezni bodo izginile in človeštvo se bo nenehno povečevalo in živelo še dolgo, dolgo, dokler se ne združi v večno kraljestvo nesmrtnosti. Ob dolgoživosti upam, da vstopim v to obdobje nesmrtnosti in takrat naj Zemlja eksplodira, tudi Sonce samo ugasne. Človeštvo se bo neboleče in brezskrbno preselilo v drugo osončje. V galaksiji jih je zelo veliko in sami galaksiji je nešteto. Poskušal sem jih prešteti, štel sem celo tisočletje in iz tega ni nastalo nič. Vesolje je neomejeno. Očaran nad tem, kar je slišal, si je črni vran prikril oči. V 200 letih svojega življenja je prvič slišal, izvedel o prihodnosti človeštva. Ko je odprl oči, ni bilo nikogar več. Srebrnkasto sivo pitje s 3 očesi in koničastimi krili je izginilo tiho in brez sledu. Vran je mislil, da je sanjal. Toda ostala je sled. 3 globoke odprtine so zijale na belini gorskega sveta, sledi solz kozmičnega gosta, in iz njihovih brezdanih globin so se pretakale 3 svetlobe in slepile oči.
rubinasta, smaragdna, safirna. Evo, to je že taka zgodba prihodnosti. Zdaj še čisto na kratko. Torej, nekaj aforizmov, zdaj si jih ne bom brala. Izbrala sem samo ene par, ker jih je ogromno. Skratka, mi smo jih prevedli, tudi bomo izdali v publikaciji, tako da če bi kdo želel, lahko pošli, lahko date potem po koncu predavanja tudi vaš elektronski naslov. Skratka, svet je obupno nepopoln in visoka misel je nesmrtna in služi kot neizčrpen vir vsega dobrega. Skratka, Tsiolkovski in ta njegova ideja, da ustvarimo življenje brez trpljenja. V glavnem, Tsiolkovski je bil vsestranski človek, enciklopedična osebnost, skratka, sodeloval je tudi pri filmu Kozmično popotovanje, za katerega je narisal grafike in v bistvu mi jih danes nismo razstavili, ampak mogoče kdaj v prihodnosti. Skratka, imel je tudi stališče, svoje mnenje glede glasbe, rad se je fotografiral, tudi z numerologijo se ukvarjal, skratka, tudi stališče glede medicine, v bistvu vsestranski človek in pri pomoči glede filma je neznosno užival, skratka, narisal cel album kozmičnih potovanj. No, tole so mi poslali iz Moskve fotografijo 4 heroji, torej Fjodorov, Gagarin in na koncu Gagarin, vmes Tsiolkovski in Koroljov. Toliko samo kot neka, izgleda, da je delovala ta inteligentna, neznana inteligentna sila. Skratka, zanimivo, kako življenje inteligentno vse poveže. No in mogoče samo za konec en zelo kratek insert za konec te predstavitve, tega mojega dela predavanja, in sicer, ki v bistvu prikazuje pogreb Tsiolkovskega. Skratka, Tsiolkovski, kot sem omenila na začetku, je umrl 19. septembra 1935, pokopan v Kalugi, po njem se imenuje park, tam je tudi v bistvu umrl je za rakom želodca in dobil je tudi 2 priznanji Svete Ane, skratka, za pedagoško delo in tudi leta 1932 priznanje Rdeči delavski prapor. Potem po njem se imenuje uradni krater na Luni, skratka, večino gradiva njegovega osebnega se hrani v arhivih Ruske akademije znanosti, drugače pa tudi Kaluškem muzeju, pa tam je še tudi v bistvu v tem Kaluškem muzeju, pa tudi ta hišni muzej v Kalugi, pa tam je tudi v Kalugi hišni muzej Čiževskega, pa v Vjatki, pa mislim, da tudi v Borovskem, skratka, vse povsod, kjer je on živel, deloval, imajo kakšne shranjene, kakšne arhive. V Moskvi je pa ogromno teh muzejev na temo kozmosa in industrializacije kozmosa. Želela sem sam pokazati, da je v bistvu kako na začetku nerazumljen, nepodprt, na koncu pa taka množica sopotnikov, kako bi rekla, ljudi, ki so ga pospremili ob njegovem pogrebu, in tudi tist zrakoplov, dirižabel, preletel v Moskvo, skratka, življenje genija, kot bi rekel Čiževski. Tako da tukaj nekaj virov in literature, seveda tega še ogromno več. V angleščini nekaj besedil napisanih tekstov, v slovenščini praktično nič, ne vem, mogoče, da ne bom komu delala krivico, ampak dejansko je bilo treba vse prevesti. Tudi za to predstavitev danes tukaj, tako da se pravi, mogoče koga navduši za v prihodnje, in hvala vsem za soustvarjanje tega večera, tako da prepuščam
še besedo vam, če so kakšno vprašanje za našega gosta, tudi Ljeve, če bi želel kdo v bistvu bolj v smislu pogovora. Večkaj v tem smislu poželi. Skratka, hvala lepa za pozornost in sem vesela, da smo se danes zbrali v tem centru in nekako predstavili za začetek, to je na prvo predavanje o Tsiolkovskem nasploh, mogoče ki v kakšnih bolj zaprtih ali mogoče bolj res specifičnih skupinah, bolj po profesijah, da so bila že kakšna predavanja, to ne vem, ampak eno tako splošno, za splošno javnost. Mislim pa, da je danes prvič, tako da hvala lepa za ta preboj. Mogoče kakšno lučijo še. Tako da, ja, če želite debato ali vprašanja, če ne pa poželjo, ne, skratka. Drugače imamo pa še gospa Vlokina, še kaj zaigrala, ne? Okay, tem pa. Če ima kdo kako vprašanje, vas povabim, mogoče da pridete bližje. Ali pa potem mogoče tudi na druženjem tam, zunaj imate mogoče bolj. Tako, zdaj mogoče se preselimo, ali pa če bi gospod Ljev še mogoče tako besedo. Ljev, vi хотите что-то сказать? Людям. Toliko dva besed. Najlepše vsem hvala in najlepše hvala gospa Tatjana Tomažin za tako zanimiv in potreben ваше разговор. Спасибо. Очень рада. Очень интересно было. Спасибо вам. Спасибо и вам. Значит, ага, to je to, potem pa vabljeni verjetno, ne? Ja, predam besedo. Hvala vam za res izčrpno, zanimivo in lepo predstavitev. Vsekakor je bila to prva predstavitev Tsiolkovskega pri nas, za Slovenijo oziroma za druge institucije, tudi jaz nimam podatka. Seveda pa vse vabim res mogoče k druženju v predverju, hkrati pa imamo tudi pripravljen naš teleskop, da vidimo, če se kaj vidi na nebu. Tako da hvala za obisk in upam, da se še kdaj vidimo. Hvala lepa, res.